Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Kristi Žmahar in danes se vam ponovno oglašam z tedenskimi nebeškimi sporočili. In česa se bomo dotaknili ta teden, torej kaj je tisto, kar vas bo spremljalo in vam dajalo odgovore za te prihajajoče dni. Upam, da ste že prijetno zajadrali v pomlad. Ta pomlad pa bo nekaj resnično drugačnega, kajti prišlo je obdobje, ko bodo dejansko na voljo razkrivanja skrivnosti. Pa naj vam malce več povem o tem, kaj mislim konkretno o razkrivanju skrivnosti. Ta debata oziroma ta razgovor se nekako že začel na eni izmed naših delavnic o prejšnjih življenjih in seveda o našem sedanjem življenju, in skupaj z udeleženci smo ugotovili, da se ljudje, če se boste strinjali, in jaz mislim, da se boste, največ v svojem življenju učimo ravno na področju odnosov. Namreč, ko se znajdemo v nekem odnosu, pa je vseeno, ali je partnerski odnos, ali je prijateljski odnos, nekako usoda vedno napelje, da naj porastemo, da se največ učimo in da največ spoznavamo ravno, ko smo v odnosu do nekoga. Vendar tudi, če se boste strinjali, vse te situacije niso vedno povsem lahke, kajti ko nekoga ljubimo, ko imamo nekoga radi, se takrat največ naučimo, to je res, največ dobimo, tudi to je res, vendar lahko to tudi zelo boli in v tem primeru imamo tudi veliko preizkušenj. No, ravno te preizkušnje pa so tiste, ki nam bo največ povedale o nas samih. Torej, imeli smo delavnico. Bila je seveda tematika povezave prejšnjih življenj in sedanjega življenja in kako dejansko z nekaterimi posamezniki hodimo od življenja do življenja skupaj z namenom, da se nekaj naučimo, da si predamo neke informacije in da spoznamo neke lastne resnice. Kaj bi jaz rada vam predala ta teden pa je, da sedaj prihaja obdobje, ko bo potrebno zelo veliko spraševati z namenom, da bi dobili odgovore življenja. Preveč ljudi hodi po svetu in samo jamra oziroma obtožuje druge ljudi. Moja teta mi je storila to, moj brat mi je storil to, ne vem, kdo mi je storil, ne vem kaj. Velikokrat slišimo, da nekoga nekaj boli, da je razočaran in tako dalje. Vse to sicer jaz lahko razumem in tudi angeli seveda to razumejo, vendar mogoče ta teden za vas nekaj napotkov, kako bi lahko ugotovili določene stvari, ki bi vaše odnose postavile na novo boljšo raven. In sicer zato ta teden sporočilo pravi, da je čas za vprašanja. To pomeni nič več obtoževanj, kaj se vam je zgodilo, kaj vas je bolelo, kdo je rekel kaj, kdo je storil kaj, vendar ta teden poskusite narediti sledečo stvar. Vesolju, angeli, vseeno je, kako temu rečete, postavite vprašanje, zakaj se vam nekaj dogaja. Zakaj je v nekem odnosu težko, kaj vam ta oseba sporoča. Kajti različni so odgovori, ki so vam lahko v tem primeru namenjeni. Nekateri odnosi so v vašem življenju, ko boste vprašali zakaj, da vas morda naučijo to, kako postaviti meje. To pomeni postaviti meje, da se boste bolj postavili za lastna prepričanja in postavili lastno vrednost. Spet drugi odnosi vas učijo, kako komunicirati. Tretji odnosi govorijo o ogledalih, ki pravijo, da so ogledala obsodbe in kako to premagovati. Veliko je različnih teh sporočil, ki pa se zelo nezavedno skrivajo nekje znotraj nas. Tako da, če želite nekaj ugotoviti o sebi, boste veliko ugotovili o sebi ravno skozi svoje odnose. Zato ta teden seveda pogledajte v tiste odnose, za katere vi menite, da morda niso bili tako zelo lahki. To pomeni, da pogledajte v odnose, za katere vi menite, da so vas nekako preizkušali. In potem skušajte narediti to, da se vprašate, zakaj se vam to dogaja in kaj vam ta oseba sporoča. In potem, če boste lahko to sprejeli, kaj vam ta oseba sporoča, lahko ta odnos preide čisto na novo raven. Potem ta teden je čas tudi za druga vprašanja. Kar sem jaz slišala za vas ta teden je tudi to, da začnite spraševati na splošno v svojem življenju. Kdo sem, kaj je moje življenjsko poslanstvo, zakaj sem na zemlji, česa se učim. To so zavestna vprašanja. In ko boste postavili ta vprašanja, potem začnite opazovati in se razglejte naokoli. Namreč, ko boste enkrat postavili vprašanja, verjemite, boste dobili tudi odgovore. Kar pomeni, da se vam bodo ti odgovori sporočali ali preko drugih oseb, ali preko filmov, glasbe,
Skratka, to je ta teden spoznavanja in razkrivanj skrivnosti. Pravzaprav niso skrivnosti, nikoli ni bilo tako, da je vesolje skušalo kaj skriti, da se je kdaj zgodilo tako, da nekdo ni hotel nečesa povedati, vendar je bila večja težava v tem, da mi želimo odgovore, brez da bi postavili prava vprašanja, oziroma mnogokrat je tako, da sploh ne vprašamo. Torej, ta teden bi vam resnično svetovala, da si postavite tiste vprašanja, ki so za vas najbolj pomembna. Ne vem, za nekoga izmed vas so najbolj pomembni torej odnosi, za druge bo najbolj pomembno finance, kariera. Postavite vprašanje, kaj si želite, kaj je tisto, in potem začnite spremljati odgovore. Boste videli, da ko enkrat date jasen namen v vesolje, da želite nekaj spoznati, boste dobili odgovore. Morda mi ta trenutek povsem ne verjamete, vendar če mi lahko malce zaupate, boste videli, da zadeva deluje. Enostavno pride do neke take sinhronizacije vesolja, kjer angeli rečejo, nekdo je vprašal in mi smo sedaj tisti, ki bomo dostavili odgovor. In v skladu za vašo resnico duše ste vedno seveda upravičeni do odgovora, vkolikor boste seveda vprašali tiste vprašanja, za katere resnično želite prejeti svoje odgovore, želite svojo resnico in se seveda želite na podlagi odgovorov premakniti naprej. Tako da toliko za ta teden. To je tisto, kar sem jaz slišala kot sporočilo, torej vprašanja in odgovori. Za vse tiste, ki se vam zdi, da bi radi malce več, za vse tiste, ki se vam zdi, da včasih je mogoče tak občutek, pa saj sem že vse vprašal, pa ne moram slišati odgovore, bo mogoče čas, da malce bolj pogledate vase, mogoče so te odgovori skriti nekje v podzavesti in jih je malce težje izbrskati na plano. Vendar nič hudega, tukaj vam morda malce jaz lahko pomagam. In sicer ta delavnica, ki sem jo že prej omenila na začetku, ki je sprožila toliko vprašanj odgovorov, hkrati pa smo dobili toliko spoznanj, je delavnica za odnose in sicer je delavnica, kjer razdelujemo prejšnje življenje in sedanje življenje in pogledamo odnose z ljudmi. Ugotovimo, kdo je naša karmična vez, kaj nam sporoča, kako lahko take karme in težke vezi prerežemo, potem ugotavljamo, kdo so naše sorodne duše in spoznavanje duše dvojčice, ki si vsi najbolj nekako želijo spoznati ravno svojo dušo dvojčico, ki ima vse skrite odgovore. Na nek način je to tudi res. Tako za vse tiste, ki bi radi to spoznavali na daljši, bolj kompleksen način, vas vabim 3. aprila v Ljubljani, imam delavnico prejšnja življenja, spoznavanje karmičnih vezi sorodnih duš in duš dvojčic. Več seveda spodaj v tem mailingu ali na www.potovanjeduse.si. Za vse, ki pa bi radi spoznavali sebe, pa seveda vabljeni samo še ena skupina do oktobra 30.3. v Ljubljani, tečaj meditacije, kjer greš resnično globoko vase, kjer resnično pogledaš, kdo si, kaj si želiš, kaj so tvoji strahovi, kaj so lekcije, kako to lahko razrešiš z namenom, da boš ustvarjal obilje in tako dalje. Veliko skratka zanimivih stvari, tako da to je ta teden od mene. Vi pa predvsem, saj veste, vprašajte, pogledajte odgovore in bom vesela, če bom slišala kako super zgodbo, kjer ste dobili odgovor, ki ste ga čakali leta, pa je bilo tako preprosto, samo vprašati ste morali. Toliko za danes, lepo se imejte in adijo!